Pozdravljeni! Spet je sreda in čas je za tisti tedenski pregled ter seveda komentar najbolj aktualnih novic iz sveta Formule 1. Tokrat že 6. zapor. Kot običajno bom podal svoj osebni pogled na dogajanje tako v svetu Formule 1 kot v medijih, kateri poročajo o svetu Formule 1. In seveda s tem skušal vam, gledalcem, dati nek drugačen zorni kot na vse tiste dogodke, katere lahko spremljamo. Kot običajno vsi viri, katere bom navajal v tej analizi, v tem komentarju, so zapisani v opisu. A začnimo kar s prvo novico. Ponovno velika nagrada Velike Britanije in mislim, da marsikateri navdušenec je že sit te zgodbe okrog izvedbe dirke v Silverstonu. Naj se že enkrat odločijo, ali dirka bo ali je ne bo, ali dirke bodo in koliko jih bo, ali jih ne bo. Kajti iz tedna v teden se situacija spreminja in tako kot se spreminjajo določene informacije, tako spreminjajo tudi določeni mediji njihovo stališče. Začeli smo, če se dobro spomnite, s tem, da bodo v Silverstonu lahko celo 3 dirke, govorilo se je celo v nasprotni smeri in podobne zadeve, do tega, da smo prišli v situacijo, da je potrebna samo še izjema vlade pri karanteni, da bodo končno izvedli dirke. Na to smo slišali, da te izjeme ne bo in da dirk ne bo. Sedaj pa je prišel Boris Johnson svojo izjavo, da bojo naredili vse, kar je v njihovi moči, da dirka bo. In seveda v mnogih virih smo lahko zasledili sedaj nekaj takega pada. Dirka v Silverstonu pa le bo. Kako pa le bo, če še prejšnji teden si govoril, da je ne bo? Mislim, da smo vsi mi navdušenci precej zmedeni. Še posebej, če pogledamo tisto, kar piše skysports.com, datirano 26.5. Tu je intervju z direktorjem dirkališča v Silverstonu, kateri po mojem ve, kaj se dogaja na njegovi progi. In Stuart Pringle tu pravi, da oni so fleksibilni, oni so pripravljeni, ne ve se niti točno, kdaj naj bi bila izvedena velika nagrada Velike Britanije in morda druga dirka. Ampak uradno zelene luči strani vlade še nimajo. In tu rahla pripomba. Kako je možno, da vlada prvo reče, da izjem ne bo, na to da predsednik vlade izjavo, da bojo naredili vse, kar je v njihovi moči, da bo dirka izvedena. A ne bi bilo bolje kar na začetku povedati, da razmišljajo o tem, namesto da bi čakali, da se bo svetovna javnost začela spraševati o usodi dirke. Treba je razumeti, da mogoče gre samo tudi za politično izjavo, bom rekel, nekako za pomiriti morebitne volivce, kateri si želijo dirke v Veliki Britaniji. A na koncu rabimo uradno zeleno luč, uradni koledar in uradno potrditev. Ista zgodba glede izvedbe Velike nagrade Avstrije. Mnogo je bilo govoric, mnogo je pozitivnih signalov in izjav političnih figur, kateri o tem odločajo, a uradno zelene luči slabih 40 dni pred izvedbo morebitne Velike nagrade Avstrije še ni. Tako nam poroča grandprix.com 26. maja. A bodimo raje na drugo novico. In tudi druga novica se dotika tem, katere smo že obdelovali v preteklosti. Namreč kriza koronavirusa je prizadela tudi svetovne proizvajalce avtomobilov in govori se, kako je Renault v veliki krizi in v veliki krizi naj bi bila tudi skupina McLaren.
Šušlja se, kako naj bi pri Renaultu celo zaprli ekipo Formule 1, jo prodali, zaključili program, kakor hočete, čeprav odgovorni, in tu se sklicujem na Abiteboula, so čisto drugačnega mnenja. Čeprav ga jaz ne postavljam med tiste najboljše šefe ekip in mislim, da je odgovoren za marsikakšno slabo potezo pri tovarniški ekipi Renault, menim, da če on reče, da Renault ima vizijo ostati v Formuli 1, nekaj na tem bo. V času krize tudi potencialno ne vidim kakega resnega kupca za tisti del ekipe v Enstonu. Ali bo Renault še proizvajal pogonske sklope, je pa spet drugačno vprašanje. Drugo zanimivo vprašanje je pa tisto vezano na skupino McLaren, o kateri smo že govorili, a v preteklem tednu je odjeknila novica, da utegnejo iz cele skupine odpustiti tam okrog 1200 ljudi. Gre za zaposlene v skupini, katera je bistveno večja od same ekipe Formule 1. McLaren Group v letu 2018 je imel zaposlenih tam okrog 3800 ljudi, torej 1200 odpuščenih pomeni tam cirka 1/3, kar je ogromna številka. A mogoče bodo v večini te ljudje odpuščeni iz tistega programa proizvodnje superšportnih avtomobilov. Zanimiva je izjava Atike, na kateri se je iz tovarniške ekipe Renault raje preselil v Williams. Govorim na intervju, katerega je bilo mogoče videti na strani racer.com 22. maja. Namreč vesel je, da je zapustil potapljujočo ladjo Renaulta ter se preselil k Williamsu. Ali pred nekaj meseci kaj se govorilo o Williamsu. In tudi slab finančni položaj Renaulta naj bi bil eden izmed faktorjev, kateri je prepričal Daniela Ricciarda, da je tako hitro zamenjal ekipo in podpisal z McLarenom. A govorimo o sezoni 2021, če preden se je začela sezona 2020. In kriza je danes in je tu. Mislim, da takim izjavam ne smemo dajati preveč teže. In seveda na koncu novica, katera ni imela prevelikega odmeva, a je vseeno vredna komentarja. Essential Sports 25.5. je objavila intervju, v katerem govori, da Carlos Sainz mlajši ne bo številka 2 pri Ferrariju. In seveda, če oni tako govorijo, jim jaz verjamem, a tu sta dva problema. A morda lažejo, kajti ukolikor se danes želi postati svetovni prvak v Formuli 1, pa naj si bo med vozniki kot med konstruktorji, je potrebno imeti voznika številka 2. Poglejmo samo stanje pri ekipi Mercedesa, poglejmo, kaj se dogaja pri Red Bullu in mislim pri ostalih ekipah tudi. Poglejmo, kakšne težave so imeli pri Ferrariju, ko ni bilo določeno točno, kdo je številka 1 in kdo je številka 2. Vem, Carlos Sainz je novinec v ekipi z Maralela in dvomim, da bo kdo odkrito povedal, da ima vlogo drugega voznika. A vseeno, ukolikor hočejo osvojiti naslov prvaka, pa naj si bo samo med vozniki ali samo med konstruktorji, lahko celo oba se morajo odločiti med voznikom številka 1 in 2. Sedaj, ali nočejo osvojiti tega naslova ali lažejo publiki. O tem lahko odloči vsak sam, a upam, da je tista druga varianta. Toliko o tem hitrem tedenskem pregledu tistih najbolj zanimivih novic. Vidimo se naslednji teden. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.